Živjo. Ja, jaz sem vesela, no, da sem z vami danes. Zdaj tako, no, Suzana Čajc, prihajam iz Slovenske Karitas in imamo v bistvu en projekt, ki mu rečemo oskrba žrtev trgovine z ljudmi. Tako da sem se jaz tudi odločila, da se vam pridružim, se pravi na tem festivalu, s tem namenom, da se malo pogovarjamo o tej temi trgovina z ljudmi. Pa bi vas kar povabila Ana, pa Nina, pa Gašper, pa Aleks. Čistko, kaj vi menite, da je trgovina z ljudmi? Kaj bi rekli? Ne vem. Čisto samo, kaj se vam prvo porodi? Zdaj, če je trgovina z oblačili, tam v tisti trgovini pol oblačile prodajajo. Če je trgovina s čevlji, se pravi čevlje prodajajo. Najbrž trgovina z ljudmi, nekih veliko ljudi. Tako, trgujejo z ljudmi. Kaj pa je recimo še v ozadju? Kaj se vam porodi? Da prodajajo ledvice ali pa nekaj takega. Tako, bravo. Se pravi, ena od oblik trgovine z ljudmi je trgovanje z organi človeškimi, se pravi s tkivi, s krvjo. Super, odlično vam gre. Zdaj, seveda se pa prodajajo tisti organi, ki so primerni za presaditev. Kateri to so, recimo, to so ledvice, kaj še? Srce. Absolutno, ne vem, pljuča. A ne, tudi to pride v poštev. Jetra. Kako? Jetra. Jetra. Priznam, da zdaj za jetra ne vem, ampak ja, jaz poznam, da so ledvice, da je srce, da so pljuča, tisto, kar je res zelo aktualno, pa glede na to, da je povpraševanje po organih večje, kakor je pa ponudba, veste, darovalcev je manj. Zato pa potem črni trg cveti. Ok, super nam gre. Kaj še menite, da je, katere oblike trgovine z ljudmi še poznamo? Kaj bi rekli? Se pravi, to prodaja organov, tkiv pa krvi. Da prodajajo ljudi. Ljudi prodajajo recimo v obliki prostitucije. Ja. Se pravi, da prodajajo, ne vem, recimo žensko telo oziroma tudi lahko moško, ne. Tukaj obstaja tudi recimo homoseksualna prostitucija, ali pa tudi heteroseksualna, ampak da so prostituti moški, ne. Ja, super. Kaj bi bila še oblika trgovine z ljudmi? Kaj pravite? Napačnih odgovorov ni, to se moramo takoj zmeniti. Karkoli boste rekli, ste rekli z razlogom, ker ste sklepali, da pač ne, to je vse v redu, karkoli boste rekli, tako da kar pogumno. Pa otroke pač, mislim, še otroci so žrtvi. Absolutno. Otroci so lahko, se pravi, niso izvzeti iz nobene oblike trgovine z ljudmi, se pravi, lahko so žal tudi žrtve spolnih zlorab oziroma prostitucije kot take, tudi ko gre za organe, se pravi, ne vem, so razne ugrabitve s tem namenom, da bi vzeli otrokom organ, ne, ki pač rabijo za to starost. Ok, ja. Ena od oblik recimo so tudi prisilne poroke, to kaj poznate? Ne. Prisilne poroke so velikokrat v bistvu, se pravi, se sklepajo med mladoletnimi, se pravi, to so mladostniki, žal žrtve, velikokrat gre za dogovorjene poroke. Velikokrat tudi znotraj družin, se pravi, družina se dogovori z drugo družino in v bistvu prodajo hčer, se pravi, v neko družino, zato seveda dobijo denar in zaradi tega v bistvu govorimo o trgovini z ljudmi. Ok, kaj še pravite, da je trgovina z ljudmi? Istospolni partnerji. Istospolni partnerji, ok, se pravi, to je ta homoseksualna prostitucija, ko smo rekli, ja, to drži. Odlično, super. Prisilno delo je ena od oblik tudi. Recimo, to so recimo tudi spet žrtve otroci, ko so prisiljeni recimo za kriminalne združbe krast, manjše tatvine, žeparstvo ali pa preprodaja mamil. To so recimo tudi, to je tudi ena od oblik trgovine z ljudmi. Imate še kakšno idejo, kaj bi še rekli? Prisilno beračenje, tudi to, spet tudi tukaj so velikokrat otroci žrtve, ko v bistvu, jaz sem z gorenjskega konca pa rečem, da fehtajo, poznamo ta izraz. Se pravi,
velikokrat v bistvu ne fehtajo zase denarja, ampak v ozadju je vedno nek mentor, ki potem pobere glavnino tega zaslužka. Zato spet ti otroci ali pa pač invalidne osebe so izkoriščane in zato spet govorimo o trgovini z ljudmi. Ok, zdaj glavni element trgovine z ljudmi je dejstvo, da pač je povpraševanje po teh storitvah. Ne? Zdaj, če ne bi bilo ljudi, ki bi te storitve koristili, v bistvu trgovine sploh ne bi bilo, potem ne bi bilo ponudbe. Ok, a ste za en kviz? Ja. Ja, jaz sem pripravila tudi en kviz. Zdaj, tale definicija, kaj je trgovina z ljudmi, gre enostavno za dejstvo, da nekoga novačijo, prevažajo, skrivajo, se pravi z nedopustnimi metodami, kot so ugrabitev, prisila, goljufija ali zavajanje. Vse z namenom, da bi izkoristili človeka, pa da bi dobili denar za to. Se pravi, zaslužek je v bistvu tudi v tem primeru zelo pomemben oziroma ključen. Ok, se pravi, prvo vprašanje. Kaj pravite, kje in kako se prične boj proti trgovini z ljudmi? A, v lastni družini z izkazom spoštovanja do ljudi okoli sebe. B, ko sami postanemo žrtev trgovine z ljudmi. Ali C, ko srečamo žrtev trgovine z ljudmi. C. C. Ne, kje in kako se prične boj proti trgovini? Se pravi, mi se borimo proti trgovini. Ja, A. A. Kdo je rekel A? Ti si Nina? Ana. Ana, bravo Ana, jaz si moram zapisati točkica zate, za Ano, točno to, v lastni družini, ko se mi učimo spoštovati ljudi okrog sebe. In če imaš ti spoštljiv odnos do sočloveka, potem ga ne moreš izkoriščati, ano da ne? Tako je. Ok, super, Ana, odlično. Drugo vprašanje. Katera ni ena izmed oblik trgovine z ljudmi? Zdaj, ko smo že malo povedali, kaj je trgovina, bomo to po moje z lahkoto lastovke odgovorili. Se pravi, katera ni oblika trgovine z ljudmi? A, zloraba z namenom prostitucije ali prisilnega dela. B, odstranitev organov z namenom preprodaje. Ali C, nakup barbike v trgovini. Kaj ni trgovina z ljudmi? C. Odlično, Ana. 2 točki. Se pravi, nakup barbike v trgovini ni trgovina z ljudmi. C, nakup barbike ni trgovina z ljudmi. Ok, zelo dobro nam gre. Tretje vprašanje. Katere so ranljive skupine oseb za trgovino z ljudmi? Kdo je nekako ranljiv? Kdo je lahko žrtev trgovcev? A, mladoletniki, ki radi žurajo, a so oni lahko žrtve? Tak, no ne vem. Tak, če so recimo opiti, toliko, da so skoraj nerazsodni, so dosti lahko plendih. Lahko so. Kako? Lahko so. Lahko so, odlično. Čakaj, zdaj, a si ti Aleks ali si Gašper? Gašper. Gašper, bravo Gašper, super sa. Ok, tisti, ki radi igrajo računalniške igrice, a oni so lahko žrtve? Ne. Ne. Samo računalniške igrice res ne. Če so pa recimo na internetu, na kakšnih v bistvu omrežjih, se pravi, kakšnih forumih, kakšnih aplikacijah, tukaj so pa lahko tudi že žrtve. A veste? Recimo na chatih kakšnih, ko se pač ne zaklepetaš s kakšnim simpatičnim fantom na uni strani ali pa s kakšno simpatično punco, pa je v bistvu to lažni profil. V ozadju pa lahko trgovec z ljudmi. In se ti kar lepo prijateljuješ s tem človekom, se pravi, se dopisuješ mesec, 2, 3, 5 mesecev, pa se mogoče celo srečata in se ti zaljubiš v tega človeka in ko si pa zaljubljen, si pa zelo ranljiv, pa zelo verjameš temu človeku, ki ga imaš rad, in če je on v bistvu trgovec z ljudmi, se on ne zaljubi vate, ampak je on dojel, ti si se zaljubil v njega in te bo izkoristil. Se pravi, te bo potem izročil nekomu naprej, se pravi, prodal in boš postal recimo, ne vem, žrtev spolnih zlorab. Lahko. Ok, se pravi, odgovor na tole vprašanje, katere so ranljive skupine oseb za trgovino z ljudmi, je pravilen tale C. Osebe, ki zapustijo dom,
zaradi obljube po dobro plačanem delu in mladostniki med 14 in 15 letom. To smo skupaj dobro pogruntali, torej smo dobro odgovorili. Četrto vprašanje. Kaj bi naredili, če opazim trgovino z ljudmi ali se je meni zgodila trgovina z ljudmi? A. O tem povem odgovorni odrasli osebi, ki je lahko starš, učitelj, svetovalni delavec. B. Pokličem policijo. C. Se obrnem na nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomoči žrtvam. Ali pa D. O tem pa res nobenemu ne povem nič. Jaz bi rekla A, B in C. Ana, 5 točk. Odlično 5. Sedi. Oziroma ostani, ker že sediš. Bravo, Ana, super. Saj jaz verjamem, da je Gašper isto razmišljal. Ja, ABC. Kako, Gašper? Isto ka Ana. Saj se meni zdel, ker si se tako nasmehnil, pa sem lahko iz obraza čisto razbrala, da identično razmišljaš. Bravo, bravo, vsi trije. Ok, zdaj, kaj predstavlja Greta? To je zdaj eno tako strokovno vprašanje, pa malo bolj tako zafrknjeno, če temu tako rečem, ampak bomo pa skupnimi močmi ugotovili. Pod A, skupino strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi. B, globokoumen, razumevajoč, etno-talentiran animator. To je pa tudi nekaj zakompliciranega. Pa C, skupino deklet, ki jim je ime Greta. Kaj predstavlja ta kretica Greta? Jaz bi rekla. Kako? Jaz bi rekla A. Ana, super, kar še enkrat. A. Bravo. To je skupina strokovnjakov, to je sicer angleška kretica, v bistvu Group of Experts on Action Against Trafficking of Human Beings, ampak dobro, skratka, to so strokovnjaki, ki nekako bedijo nad tem, da še vseeno to področje znotraj Evropske unije nekako čim bolj se razvija, pa čim bolj nekako je učinkovito proti trgovini z ljudmi. Ok. Zdaj me pa še nekaj zanima, se pravi v 6. vprašanju. Imamo takole. Oglas za delo v tujini obljublja visoko plačilo, pogojev nobenih ni. Bivanje je brezplačno, plačilo je pa izredno visoko. Zdaj, kaj bi vi naredili? Pod A, takoj pokličem in se dogovorim za službo. Pod B, pozanimam se o delodajalcu, o njegovih preteklih oziroma o preteklih izkušnjah zaposlenih. Vnaprej preučim delovno pogodbo in se o njej posvetujem strokovnjakom. Ali C, končno je tudi mene obiskala sreča. Sicer se meni malo zdi nenavadno, da mi delodajalec po telefonu zagotovi, ampak mi on zagotovi, da je vse ok. Tole vprašanje je recimo, ko boste še malo bolj odrasli pa starejši, ko boste recimo na trgu delovne sile. Povej, Ana. B bi rekla. Je B? Odlično, točno to. Ko so Gašper? B. Bravo, bravo, Gašper. Jaz verjamem, da je Ana tudi isto razmišljala. Točno to. Ne smemo biti, bom tako zelo pogovorno ali pa iskreno povedala, ne smemo biti naivni, pa kar verjeti takole na besedo. Treba je vedno vse preveriti, dobro prebrati, preden karkoli podpišemo, se pravi dobro prebrati, kaj podpisujemo. Ker enkrat, ko je podpisano, je lahko malo prepozno. Dobro? Ok. Zdaj pa tole. Kdaj obeležujemo Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi? Kaj pravite? To ne vem, če poznate, ampak če pa ne, se bomo pa skupaj naučili. Slišal sem že, ne vem, kjer datum je. Jaz sem zdaj spogibala B. Ana prav B. Kaj pa prav Gašper? C. Kako? B isto. Kaj pa Nina? Ne, C. C prav Gašper, B prav Ana, kaj pa Nina? Nina ni z mano. Ok. Šla je nekam. Prav. Pravilen odgovor je 18. oktober. Kako si mi svetla? A si ugibala ali si vedela? Ne ugibala sem. Ja?
Odlično. Zdaj, ko Evropska unija je od leta 2007 nekako beleži ta 18. oktober kot Evropski dan boja zoper trgovino z ljudmi. Tako da tudi 18. oktobra nekako vse inštitucije znotraj Slovenije, pa ne samo Slovenije, tudi po Evropi, no, ampak jaz govorim za Slovenijo, da tudi mi vsi nekako še na tisti dan še toliko bolj toliko več govorimo o tej problematiki, o tem področju, no? Toliko, da ozaveščamo ali osveščamo populacijo, opozarjamo na to nevarnost, da pač, ki preži na vsakega od nas, no? Ok, zdaj, kaj pravite, kaj lahko jaz sam storim za izkoreninjenje trgovine z ljudmi? Pod A, jaz skrbim sam zase in se čim manj ukvarjam z drugimi. Pod B, opozarjam na kršenje človekovih pravic v svoji okolici. C, sem nesramen do oseb, ki so preživele trgovino z ljudmi. Kaj pravite? Kako jaz lahko pomagam, se pravi, proti temu izkoreninjenju, se pravi, da ne bi bilo trgovine z ljudmi več na svetu? Jaz bi dala B. Odlično, ja. Gašper? Tudi. Tako. Opozarjam na kršenje človekovih pravic v svoji okolici. Opozarjam, če vidim, da je nekdo nesramen, če je nekdo izkorišča človeka, to opozorim pa obsodim, pa probam zaščititi tistega, ki je v bistvu deležen te zlorabe ali pa izkoriščanja. Ok, tole me pa tudi zanima, če nam bo šlo, oziroma če pa ne, se bomo pa naučili. To je en tak statističen podatek. Kolikšen delež vseh žrtev trgovine z ljudmi v svetu predstavljajo otroci? Kaj bi rekli? Polovico, to je A, pod B osmino in pod C četrtino. Polovico. Prav, Gašper. Kaj pa Ana, oziroma Nina? Ne vem, se strinjam z Gašperjem. Ja, polovico. Se pravi, neka ocena je, da je 2,4 milijona ljudi v svetu žrtev trgovine z ljudmi in od tega polovico, predstavlja polovico otrok. No. Tako da to ni zanemarljiva številka, da ne? Ne. Ja. Zelo veliko. Ok, kako pa se vedemo do žrtev trgovine z ljudmi? Pod A, povemo jim, da so same krivi za svojo situacijo. Pod B, dolžni smo jim pomagati in omogočiti nov začetek. In pod C, se jim izogibamo in se posmehujemo njihovi naivnosti. Jaz bi rekla A. Kako se vedemo do žrtev trgovine z ljudmi? Jaz bi rekel B. Kaj pa pravite, dekleti? B. Pomagamo. Ja, točno to. Ker ni nujno, da je človek sam kriv, veste, v bistvu, nikoli ni sam kriv, vedno je v bistvu, veste, žrtve trgovine z ljudmi so velikokrat, oziroma večinoma so zavedene, so pod prisilo, recimo, postale žrtve trgovine z ljudmi. Nikoli tako prostovoljno v smislu, da bi rekli, ok, tlele imaš pa dejansko, ne vem, lahko počneš z mano, kar hočeš. Vedno pod neko pretvezo, goljufijo, prisilo. Tako da niso same krive. Ok, kaj pa pravite, na potovanju v tujino pazim, da pod A, ne pozabim higienskih pripomočkov, pod B, staršem o potovanju ne povem ničesar, to je ključno, da jim ne povem, ali pod C, povem družini o svoji poti, skušam biti dosegljiv, pazim na svoje dokumente in se pozanimam o slovenskem veleposlaništvu in pa policiji, se pravi, v tej državi, v katero grem. C. Ok, kaj pa Gašper prav? C. Tudi C, odlično. Zdaj, ok, tale, da ne pozabim higienskih pripomočkov, je tudi fajn, da ne? Mislim, da ne pozabiš, je fajn, tako da pač imaš za zobe umiti, pa za, ne vem, stuširati se, pa tako naprej. Ampak ključno pa je res to, da pač vedno povemo, kam gremo, da se opremimo v bistvu, se pravi, da naredimo kopijo dokumenta, če slučajno original izgubimo, da imamo vsaj kopijo.
da se vedno pozanimamo, se pravi telefonske številke, naslov slovenskega veleposlaništva, če v državi je, pa seveda policija, številka policije, to je ključno. Okay? Zdaj, kaj pravite, kam bi pa uvrstili Slovenijo glede na potek poti organizirane kriminalne mreže? Kaj menite, je Slovenija samo tranzitna oziroma prehodna država? Se pravi, da grejo samo skozi državo, recimo skozi Slovenijo na poti v Avstrijo pa Nemčijo. Ne vem, recimo, če damo primer iz Bosne, grejo skozi Slovenijo samo pač zato, ker hoče priti v Nemčijo. Se pravi, je Slovenija samo ima tako vlogo? To je pod A. Pod B, da je država izvora, da je država torej tranzitna in pa tudi ciljna. Ali pod C, da je samo država izvora. Kaj pomeni država izvora? Aha, super. Hotela sem ravno vprašati, če je to dosti jasno, ta besedna zveza. Država izvora pomeni, da recimo so iz Slovenije žrtve. Se pravi, država izvora, iz Slovenije gredo žrtve v Nemčijo. Se pravi, država izvaža žrtve, jih pa ne, ni pa ciljna država, se pravi, v Slovenijo nihče ne pride kot žrtev. Se pravi, to pomeni, da ni ciljna država, oziroma skozi Slovenijo žrtve ne gredo v Italijo ali pa v Nemčijo, to bi pa tudi pomenilo, da ni prehodna oziroma tranzitna država. A je to zdaj malo bolj razumljivo ali poskušamo še malo bolj razložiti? Ja, bolj. Kako še bolj? Ja, Okay. še vedno ne razumem. Okay. Zdaj tako, država izvora, rečemo, da je Micka. Micka je državljanka Slovenije. Da. Rojena v Sloveniji, ima državljanstvo, živi v Sloveniji. In to je v bistvu njena izvorna država. Ok? Ok. Dobro. Se pravi, ali je Slovenija lahko izvorna država? In Micka recimo gre zdaj v bistvu v Nemčijo. Se pravi, ona postane žrtev in gre v Nemčijo. Se pravi, ali je Slovenija zdaj v tem primeru lahko izvorna država, če gre Micka v Nemčijo? Ne. Prav, Gašper, kaj pa dekleti? Ja. Ja. Micka je v bistvu žrtev trgovine in ker je slovenska državljanka, živi v Sloveniji, je Slovenija, ima vlogo države izvora. Ja? Ker Micka izvira iz Slovenije. Ok, zdaj pa v Slovenijo pridejo tudi državljani, recimo, ko sem Bosno že omenila, Bosne. Se pravi, je potem za Bosance, ki pridejo v Slovenijo, je ciljna država. Tako da Slovenija ima tudi to vlogo, da je tudi ciljna država, poleg dejstva, da je izvorna država. In ker gredo recimo bosanski državljani ali pa državljanke, če rečemo, da so žrtve, ki jih bojo potem zlorabili torej v Nemčiji za prostitucijo in gredo recimo skozi Slovenijo, se peljejo skozi Slovenijo, da pridejo v Nemčijo, je pa potem tudi ta tranzitna država ali pa prehodna. Tako da tale B odgovor bo pravi. Slovenija je država izvora, se pravi, Micka izvira iz Slovenije. Slovenija je prehodna država, ker omogoča prehod bosanskim recimo državljanom do Nemčije. In pa je tudi ciljna država, recimo, če se bosanski državljan, če bosanskega državljana pripeljejo trgovci z ljudmi v Slovenijo, da ga bojo v Sloveniji zlorabili. Tako da je za pač kakšne trgovce oziroma za kakšne žrtve je Slovenija tudi ciljna država. Dobro, zdaj tole vprašanje, če bi bil jaz žrtev ali pa če bi bila, oziroma če bi bil žrtev trgovine z ljudmi, ali bi poskušal pobegniti? Ne, pod A. Pod B, le če bi bila še vedno v domači državi, ali pod C, da definitivno bi poskušal zbežati? C. Prav, Nina? Kako? C. Gašper isto, bravo. Točno to, vedno in vsakič znova poskušaš zbežati in tista priložnost, ko se ti ponudi, recimo, če se ti dogaja zloraba in izkoriščanje in si dejansko žrtev, potem iščeš možnosti, opcije, da zbežiš. Tako, ok. Zdaj pa tisto, kar smo že na začetku nekako odgovorili,
kaj je trgovina z ljudmi, ampak še vseeno malo ponovimo, malo osvežimo. Pod A, pojav v manj razvitih državah. Se pravi, to se samo v manj razvitih državi dogaja, druge po svetu ne. To je pod A. Pod B, to v bistvu sploh ni svetovni družbeni problem. To je v bistvu samo problem mogoče tam neke peščice ljudi. In pod C, se pravi, trgovina z ljudmi je organiziran kriminal, kjer so zaradi dobička žrtve pogosto prevarane in izpostavljene nasilju in podobno. Ja, C. C. C prav Ana. Kaj pa Gašper? Isto C? Ja. Odlično. Tako, velikokrat je v ozadju, se pravi, trgovine z ljudmi, so organizirane kriminalne združbe, ki velikokrat ne samo trgujejo z ljudmi, ampak trgujejo z orožjem pa z drogami. In zdaj, če gremo tako, neka ocena je, da je trgovina z ljudmi, poleg, se pravi, trgovine z orožjem pa drogami, ena izmed najbolj dobičkonosnih panog. Se pravi, največ denarja prinese, ne? Kar je grozen. Ok, to smo zdaj, to bo pa zdaj lahko vprašanje, ker smo že ravno kar to povedali. Kdo so glavni akterji trgovine z ljudmi? Kaj pravite? A, organizirane kriminalne združbe in posamezniki, B, samo posamezniki in C, samo organizirane kriminalne združbe. C. C. Isto C. Gašper, daj premisli še enkrat. Ne, pa raj A. Isto. Ja. A, pa C. Punce, Gašper ima prav. Se pravi, lahko so organizirane kriminalne združbe ali pa posamezniki. Se pravi, ni samo ali, eno ali drugo. Obe obliki, se pravi, se pojavljata kot trgovci z ljudmi. A ne, en posameznik nekje na vas, mislim, v nekem mestecu, a ne, ki je tak frajer, pa samo v bistvu, vodi posel, pa ima mogoče še enega prijatelja, no, ki mu malo pomaga. Ali pa potem te organizirane kriminalne združbe, ki so pa v te združbe je pa vključeno veliko večje število ljudi in med sabo imajo tudi vloge jasno postavljene, vsak ve, kva mora delati. Pa tudi v bistvu vsak ve, kdo je njegov šef, pa komu mora odgovarjati za svoje dejanja, ne? Tako funkcionirajo te organizirane kriminalne združbe. Ok, še to mogoče, iz katerih evropskih držav je največ žrtev trgovine z ljudmi v Evropski uniji? A, iz Poljske in Grčije, B, iz Bolgarije in Romunije, pa C, iz Madžarske in Slovenije. B. Nina, bravo, ok, Ana. pa Gašper? B. Zdaj nekako statistike pač kažejo, no, da se pravi, bolgarski pa romunski državljani so žal nekako največkrat žrtve trgovine. Odlično vam gre, no, jaz sem zelo presenečena, navdušena. Po mojem ste se vi malo pripravljali na tole. Ne. A me hecate? Ne. Ok, pa kapo dol. Takole, vsem trem. Od katerega leta Slovenska Karitas sodeluje v boju proti trgovini z ljudmi? Od 2006, od 2013 ali od 2010? 2,6. Gašper pravi 2,6. Kaj pa dekleti? Isto. Jaz sem brez besed, no, res. Totalno ste me navdušili, točen pravilen odgovor je. To je ugibanje bilo. Kako? To je bilo ugibanje. A res? Ja. Jaz sem že mislila, da imate vi tam Google oziroma internet, pa da hitro takole pogledate na internetu. Sigurno ne. 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 Ok, vam verjamem na besedo. V redu. Še tole, 18. vprašanje. Ali je prečkanje državne meje nujen element trgovine z ljudmi? A, odvisno na kakšen način jo prečkaš. B, ne, nikakor ni res. C, da. Jaz bom rekla A. Ok, prav Nina. Ali pa Kaj pa C. Gašper? Boje. Ne. Ne, se pravi B. Ja. Gašper. B, ja. Ja, točno to.
Se pravi, prečkanje državne meje sploh ni v bistvu element, se pravi, nujen element trgovine z ljudmi, ker se lahko znotraj naše države odvija trgovina z ljudmi. A razumemo? Ja. Ne rabo nič iti v Nemčijo, ampak je lahko že v Sloveniji žrtev trgovine. Super, odlično, res. Sem navdušena, no. Res. Tale pa dobra. Vi zgodovino sigurno poznate. Katera država je prva prepovedala suženjstvo leta 1807? Tole je zdaj tako, mogoče boste ugibali, ampak tudi, če boste ugibali, se bomo pa pol nekaj novega naučili. Kaj pravite? A, Nizozemska, B, Velika Britanija ali C, Brazilija? Jaz bi rekel Brazilija. Gašper pravi Brazilija, dekleti. Velika Britanija. Prav Nina. Zadnji odgovor, Nina. Ja. Mi je všeč, da si vztrajala na tem, da je zadnji odgovor, ker je Velika Britanija pravilen odgovor. Se pravi, 1807 je Velika Britanija v bistvu prepovedala suženjstvo, potem je sledila Nizozemska 1814, pa Brazilija 1880. leta. Tako da super. In še zadnje vprašanje. Kdo so žrtve trgovine z ljudmi? A. Kdorkoli lahko postane žrtev. B. Samo neizobraženi ali slabo izobraženi posamezniki. Pa C. Samo ženske, pa noben drug. Kaj Jaz pravite? bi rekla A pa B. Samo eno odgovori. Super, Nina. Kaj pa Gašper? A, B. Gašper se je že navadil, sem ga že zaznala. Na podlagi moje reakcije, ali si vedel? Gašper, Ne. a si vedel? Ne. Jaz sem kako. Jaz grem stav, da si ti vedel, da kdorkoli lahko postane žrtev trgovine. Je pa res, da če so neizobraženi ljudje, vam bom povedala, zakaj so recimo lažji plen. Prav, v enem delu sveta so ljudi, so jih pretentali tako, da so, ker so bili revni, niso imeli v bistvu tudi možnosti zaslužka in so jim dejansko rekli, lej, prodaj svojo ledvico za, ne vem, $1000. Se pravi, on je vedel, da s $1000 lahko zgradi hišo, lahko svoje otroke pač pošlje v šolo, jim kupi pripomočke, hrano vsak dan. In so mu rekli, lej, saj ti boš, se pravi, ledvičko ti bomo odstranili, ampak saj ti bo zrasla nova. A razumete? Ja. Tako da to je v bistvu, ker on ni, torej bil poučen, a ne, da bi vedel, da je to laž. In je nasedel na to laž in dejansko je prodal svojo ledvico. Nova mu pa seveda ni zrasla, ne. Se pravi, na kaj moram paziti, oziroma takole, ko se prek spletne klepetalnice recimo odgovorim za zmenek na slepo, oziroma bomo tako rekli, da vedno in vsakič znova obvestimo nekoga, da gremo recimo na zmenek na slepo z nekom, da če gremo na zmenek, gremo vedno v neko kavarno, kjer je veliko ljudi, ne, tako da vedno in vsakič, se pravim, znova nekako se zavarujemo, povemo, kje smo, povemo, s kom smo, tako da pač nekako smo bolj varni. Prav. Se bi rekla. Ja, na obljudenem kraju domačim in prijateljem povem, kam grem. Tako. Evo, še zadnja, nekaj nasvetov za večjo previdnost. Nikoli ne sprejemaj prošnje za prijateljstvo od osebe, ki je ne poznaš. Nikoli. Ne dajaj svojih osebnih podatkov na splet. Nikoli. Vedno premisli, kakšne fotografije in podatke objavljaš o sebi na internetu. Pazi na svoje geslo za dostop do elektronske pošte, za igranje spletnih iger ali za dostop do družabnih omrežij. Naj bo to skrivnost, ki je ne zaupaš niti najboljšemu prijatelju. In če objavljaš fotografije, posnetke drugih, jih obvezno in vedno in vsakič znova vprašaj za dovoljenje. A veste, zdaj, če bi mi naredili fotografijo skupno in selfie, in če bi jaz zdaj objavila to, ker bi bili ful vsi lušni, in bi objavila to fotografijo na svojem Facebook profilu, a bi bilo to v redu, pa vas ne bi sploh vprašala? Ne. Ona pa ne. Ne.
Ker lahko, da se pa vi ne strinjate, a ne? In imate vso pravico in moram jaz to spoštovati. Ok, pa še zadnja. Neznancem ne pošiljaš svojih digitalnih fotografij, se pravi, tudi ne odgovarjaš neznancem, enostavno jih zbrišeš ali blokiraš. To, kar smo že prej rekli, da se nikoli ne odpravi na srečanje z neznancem, preden se o tem ne posvetuješ s starši ali pa z drugo odraslo osebo, ki ji zaupaš. Tisto, kar smo že tudi rekli, predno sprejmeš delo, se pravi, ko boste malo bolj odrasli, ko boste starejši, se pravi, vedno se pozanimaš, ali je ponudba verodostojna, paziš na pasti, preveriš, tisto, kar smo rekli, predno preveriš, predno podpišeš, karkoli. Ok, zdaj pa tako, no, jaz, ker ste bili res vsi ful fajn in res še enkrat, tako da ste se pripravljali, odlično ste odgovarjali, imam jaz za vas nagrade, v glavnem nagrade so lušne, zdaj, če se jaz namotam, moram zdaj kaj takole v živo povedati, mislim, da je bila Nina, tako, da je pač prvo mesto, no, nekako osvojila, kar se tiče kviza, ampak drugo pa tretje absolutno, se pravi, zasedata Ana pa Gašper in vsi trije dobite nagrade. Tako da jaz se res zahvaljujem za udeležbo, za sodelovanje, pa vam želim en super lep dan, pa tudi počitnice, ki prihajajo. Prav? Vam tudi. Hvala lepa. Srečno. Hvala, Suzana. Evo. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.